Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o obisku doma starejših v Gradišču pri Dornberku ter o fotografski razstavi z naslovom Sledi Koširjeve dediščine. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Sedaj pa na telefonski zvezi lepo pozdravljam župana občine Loška dolina, gospoda Matjaža Antončiča. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in tudi vsi vaši poslušalki in poslušalci vašega radia. Poklicali pa smo vas tudi zato, da nam nekaj več poveste o vaših projektih, ki vas čakajo v teh in naslednjih letih. Mogoče za začetek tudi to vprašanje, kateri so ključni projekti in katere izzive vidite kot največje pri razvoju vaše občine. Ja, kot ste omenili, imamo kar nekaj izzivov v samih projektih. Zdaj lahko rečem, da smo v teh dobrih 2 letih pa pol, kar sem jaz tukaj, tudi že kar nekaj postorili za samo vodooskrbo z ultrafiltracijo vodnega vira v Brh, tako da nimamo zdaj tudi sušnih obdobjih nobene težave z vodo, kot je bilo to v preteklih letih. Obnovili smo športni stadion, obnovili tudi kar nekaj ostalih dotrajanih odsekov vodovoda, tako da primarno zadevo, ki nas je nekako težila kar nekaj zadnjih let, vodooskrbo smo načeloma uredili, hkrati pa to ne pomeni, da ne bomo po zmožnostih obnavljali vodovod še naprej. Ja, zdaj za naprej so zadeve pač zastavljene tako, da smo zdaj tik pred tem, da bomo vložili za gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano, ki jo pač nimamo, zdaj ta sam športno rekreacijo se izvaja v neki majhni šolski telovadnici, ki ni primerno tako ne za šolsko vzgojo kot za kaj drugega, tako da bo to v bistvu en največjih projektov občine v zadnjih 10 letih. To se seveda rabi tako za športno vzgojo naših osnovnošolcev, kot tudi za ostale dejavnosti v popoldanskih terminih za pač ostale občane. Poleg tega smo tik pred tem, da bomo dobili gradbeno dovoljenje za dograditev zdravstvene postaje, hkrati se bo še energetsko saniralo, uredilo parkirišče okoli nje. Odkupili smo tudi zemljišče v Ložu za stanovanjsko gradnjo, ker mislimo v naslednjih letih pripraviti projekt za še en večstanovanjski blok za javna najemna stanovanja. Uredili bomo v naslednjih letih tudi 7 zazidljivih parcel na ogradah, kjer jih bomo, upam, da uspešno prodali po razpisu mlajšim družinam. Naprej gremo tudi, kot sem omenil, z obnovo vodovoda za dograditev določenih kanalizacijskih omrežij. To velja recimo za Podgoro in Vrh. Skladno s tem nekako urejamo tudi, kolikor se le da, cestno infrastrukturo ter vse tiste ostale stvari, ki nekako spadajo v kontekst, da bi se naši občanke in občane čim boljše počutili v naši občini. Mogoče lahko dodam še to, da smo nekako v dogovoru z Ministrstvom za solidarno prihodnost, da bi tudi izpeljali projekt doma starejših občanov. To je sicer še v začetnih pogovorih, ampak zaenkrat so pozitivni indici z njihove strani, tako da verjamem, da bo do konca tega leta pa tudi glede tega že nekoliko več znano. Po številu prebivalcev gre za manjšo občino. Ali ljudje ostajajo v njej, se mogoče odseljujejo, oziroma katere so tiste vaše spodbude, ki ljudem zagotavljajo kakovostno bivanje v občini? Ja, kot ste rekli, je pač naša občina s približno 3550 prebivalci nekoliko manjša. To ima po eni strani svoje prednosti, svoje slabosti. Če lahko rečem, da smo v bistvu, kar se prebivalcev tiče, zelo majhni, kar se pa tiče površine, 167 kvadratnih kilometrov, zelo veliki, tudi kar taki razpršena naselja.
po občini. Manjši smo, načeloma se žal število prebivalcev nekako zmanjšuje. Eno je, da se mladi odseljujejo. Mogoče bom rekel, da v zadnjih letih se mogoče to vseeno nekako malo ustavilo, čeprav odvisno od leta do leta. Drugi problem je pa samo razmerje med umrlimi in pa rojstvi, ki je nekako žal zmeraj bolj na strani prvih, ampak jaz pač gledam vse stvari pozitivno. Mi se pripravljamo na stvari, da se bo ta zadeva enkrat ustavila, stabilizirala, da se bo začela trend obračati. Je pa žal, kakor se menim s kolegi župani, po celi Sloveniji zelo podobno. Zapirajo se oddelki vrtcev v eni bližnji občinah se je letošnjem letu celo 12 ali 13 oddelkov zaprlo. Je to nekako, se mi zdi, zmanjševanje števila prebivalcev v občini kar problem na državni ravni, pa kar se dosti govori tudi na evropski, ampak to ne bomo hitro rešili, moramo pa pač vsi gledati na to pozitivno in vsaj župani v svojih lokalnih skupnostih narediti vse, da bo življenje v naši občini čim bolj privlačno in pa sprejemljivo. In kakor ste že vprašali, mi nekako, kot smo majhna občina, imamo pa zelo dosti teh javnih najemnih stanovanj, imamo 66. Lahko vam povem, da nekatere občine, ki so 2-krat, 3-krat večje, nimajo toliko teh stanovanj ali pa jih imajo glede na število približno toliko. Zdaj s tem omogočimo dokaj ugodno bivanje tistim, ki so pač trenutno v življenjskem obdobju, ki jim nekako stanje ne omogoča druge variante. Pa, kot sem že prej rekel, v naslednjih letih načrtujemo še en stanovanjski blok. Zelo se trudimo podpirati tudi vse družbene dejavnosti, tako šport kot kulturo, različna društva, socialo, zdravstveno varstvo, turizem, ukrepe iz ohranjanja spodbude kmetijstva in podeželja, sofinanciranje prireditev, obnove nepremične sakralne dediščine in tako dalje. Tako da smo v letošnjem letu namenili za to skoraj 180,000 evrov. Smo povečali z lanskega leta za 30,000 evrov, glede na naš proračun, ki je dobrih 5 milijonov, je to kar velik del teh sredstev. Trudimo se tudi, da imajo občani kvalitetno zdravstveno storitev, kolikor je pač to v moči, da zagotovi občina. Jaz mislim, da probamo res narediti vse, kar se da za naše občane in verjamem, da to tudi opazijo. Hkrati tudi kvalitetno šolstvo in vrtec, ki ga tudi subvencioniramo. Kot sem rekel, smo obnovili športni park, da se lahko vsi tudi po popoldanskih terminih izvajajo športne aktivnosti, se rekreirajo. Pripravljamo projekt nove športne dvorane, pač res se trudimo, da bi naši občani imeli pogoje, da bi se počutili dobro v naši občini. Je pa dejstvo, da sama kvaliteta bivanja je od posameznika do posameznika drugačna. Zdaj meni je zelo pomembno, da sem v čisti naravi, v miru na podeželju, kar mi je neprecenljivo in na primer neke velike trgovske centre, verige ne predstavljajo neke kvalitete bivanja. Smo si pa pač ljudje različni in prav je tako da, kot sem rekel, se pa res trudno, da bi se pač naši občanki in občani počutili čim boljše v naši občini. Mogoče za konec še vprašanje, kako sodelujete z državo, bi pri tem kaj posebej izpostavili, kaj kot župan pričakujete od nje? Samo državo z pristojnimi ministrstvi, vsaj tam, kar sem jaz v teh 2 letih pa pol dobrih, načeloma dobro sodelujemo. Sicer imamo občutek, da se vedno več pristojnosti iz države prenaša na občine, kar pa še bolj obremenjuje občinsko upravo. Imamo pa, kot povsod drugje po državi, težave oziroma izzive z občinskimi prostorskimi načrtovanji in pa samo gradnjo, ker so nekatere omejitve in pravila za nas nelogična. Hkrati pa so postopki sprejemanja občinskega prostorskega načrta res dolgi. To potegne za sabo marsikatero stvar, tako razvoj infrastrukture bivanja, kot tudi gospodarske infrastrukture.
Vem, da je veliko občin in pač različnih želja, ampak mogoče eno posploševanje in uveljavljanje pravil povsod enako, vsaj po mojem mnenju za dolgoročno ohranjanje podeželja ni smiselno oziroma ni okej, ne. Je pa res, da je tudi to težava že zelo dolgo brado in pač morala država enkrat celostno in sistemsko pristopiti k temu, kar pa verjamem, da je tako ali drugače zelo zahtevno. Poleg tega nam pa tudi nekako ta vodovarstvena uredba nekako mogoče ne preprečuje, ampak otežuje določen del razvoja občine. Ampak ja, načeloma se vsi strinjamo, da moramo naravo varovati in vse, ampak je pa to zelo težko si predstavljati, glede na predlog nove vodovarstvene uredbe, kjer ne bi celotna občina vseh 167 kvadratnih kilometrov bila pod vodovarstvenim območjem, kjer pa so neka pravila gradnje in ostale uporabe teh zemljišč, tudi kmetijstva, zelo otežena in mi smo bili že v začetku leta na pristojnem ministrstvu pri državni sekretarki, pri direktorici direktorata za vode, kjer smo se tu pogovarjali in smo dobili pač tudi obljubljeno, da bojo naslovili ta naša vprašanja oziroma težave, tako da ne bi se zadeve tudi v naši občini tudi s takimi omejitvami nekako lahko normalno izpeljale, tako za same neke javne gradnje, kot tudi same stanovanjske naših občank in občanov. Gospod župan Matjaž Antončič, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam in vse dobro tudi vam želim. Radio Ognjišče v vašem kraju. Gospa Jana Hreščak, vi ste vodja tegale doma, torej Gradišče nad Prvačino pri Dornberku, kjer smo se oglasili danes z radijskimi sodelavci na današnji praznik. In pesem je tista, ki odpira srca, ki odpira poglede, to smo se spet prepričali tudi pri vas. Kakšne so vaše izkušnje vaših stanovalcev, kako se recimo odzivajo na glasbo, na pesem, imate tudi kakšen pevski zbor pri vas? Moram reči, da se na glasbo naši stanovalci odzivajo zelo lepo. To je nekaj, kar v bistvu vzbudi vseh njih kar nekaj spominov na preteklost. Glasba je tudi prisotna pri nas praktično skozi cel dan. Veliko skupaj zapojemo. V našem domu poteka tudi glasbena terapija. Izvajata pa jo socialna delavka in naša animatorka, ki sta odšli tudi na posebno izobraževanje. Ta glasbena terapija poteka tako z osebami z demenco, kot tudi z drugimi ostalimi stanovalci, ki mogoče demence še nimajo, vendar vedno pridemo do skupnega imenovalca, da z glasbo se obodijo tudi tisti spomini, ki jih recimo pri osebah z demenco kdaj ne moremo več obuditi. Zato smo zelo veseli, da ste si danes vzeli čas, namenili v bistvu vaše ure, prišli do nas, ker nismo ravno blizu. Mislim, da ste vnesli v ta dan in še posebej na ta praznik kar eno zelo pozitivno in prijetno vzdušje. Omenili ste demenco, tule zraven morda se sliši ropotajo stroju, gradite nov del tega doma. Tako je, v gradnji trenutno je enota za osebe z demenco, to je sicer projekt, ki je financiran iz evropskih sredstev, iz načrta za okrevanje in odpornost. Vzpostavili bomo pritlično enoto, kjer bo mogoče namestiti 24 stanovalcev z demenco. Izredno se veselimo te pridobitve, predvsem zaradi tega, ker naš dom trenutno še nima tako ustreznih prostorov za osebe z demenco, zato mislimo, da bomo s tem zelo pripomogli k kvaliteti njihovega bivanja. Še morda beseda o sami kadrovski problematiki, ki vemo, da je zelo pereča v marsikaterem delu Slovenije. Tule pri vas je zaposlenih približno 75 delavcev, to je vseh skupaj, ne? Kako opažate to stisko s kadrom pri vas konkretno in kako se to odraža tudi pri delu s stanovalci? Stisko s kadrom sicer opažamo že kar nekaj časa. Moram reči, da se je bolj skokovito pokazala takoj po koncu epidemije oziroma že med. Kar nekaj kadra je odšlo, bom rekla, ni bilo toliko zaskrbljujoče samo, da morda bi si želeli neko menjavo na svoji poklicni poti, ampak da so prav zapustili zdravstvo, torej da so se dejansko odločili, da v zdravstvu ne bi želeli več delati. V našem domu trenutno smo kadrovsko nekako
bi lahko rekla, zadovoljivo pokriti, vendar vse skozi iščemo tudi nove sodelavce, tudi zaradi morebitnih odsotnosti, nadomeščanja pač kadra, ki ga trenutno ni. Zavedamo se, da je ta problematika zelo pereča, zato veliko energije vlagamo tudi v to, da bi kader nekako zadržali, tudi na različne načine, z možnostjo sofinanciranja šolanja, z napotitvijo na tečaje, s tem, da jim omogočamo usklajevanje med družinskimi obveznostmi in službenimi obveznostmi. Vendar vseeno je nekako to področje zelo pereče in mislim, da bo tudi v dolgotrajni oskrbi za to področje potrebno primerno poskrbeti oziroma mu posvetiti veliko pozornosti. Se je pa izkazalo pri vas zelo dobra rešitev, ki je bila sofinancirana iz evropskih sredstev za začasno namestitev. Tako je, v našem domu izvajamo skupnostne storitve začasnih namestitev, pa tudi dnevno varstvo. V bistvu prizidek, v katerem to izvajamo, je dejansko bil financiran iz evropskih sredstev. Sedaj teče 3. leto, ko izvajamo ti 2 storitvi in moramo reči, da pri začasnih namestitvah bi naših 10 mest imamo konstantno polnih in potreb je veliko. Izkazalo se je to zelo dobra rešitev, predvsem v primeru, ko recimo svojci potrebujejo oddih, mogoče dopust in namestijo svojega bližnjega za krajši čas. Prav tako je to zelo dobra rešitev za nekoga, pri katerem pride do kakšnega nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali pa mogoče po neki hospitalizaciji, ker potrebuje še nekaj časa, da se recimo postavi na noge ali pa da pridobi več moči, da lahko potem odide domov. Ta oblika je, mislim, da zelo potrebna in menim, da bi takih mest moralo biti v Sloveniji vedno več, oziroma se jih načrtovati vedno več. Najlepša hvala za to in za ta pogovor. Hvala. Z direktorico doma Gradišče nad Prvačino Jano Hreščak se je v sklopu akcije Dobro delo, dobro dene, ko smo v ponedeljek izpeljali obisk na Primorskem, pogovarjal Blaž Lesnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V soboto 13. septembra je v Mozirju potekala slovesnost ob 200-letnici nakupa prvih ročnih gasilskih črpalk v kraju. Nakupu črpalk leta 1825 je sledilo imenovanje in usposabljanje za gašenje požarov prve skupine mozirskih tržanov, ki so se imenovali požarniki. Ta dogodek je bil na nek način začetek organiziranega gasilstva v kraju in pomemben mejnik v zgodovini varstva pred požari v Mozirju. V sklopu dogodka je potekala tudi prikazna vaja gašenja požara z opremo, staro več kot 100 let, ki sta jo izvedli društvi PGD Letuš in PGD Braslovče. Osrednji del dogodka je predstavljala razstava gasilskih črpalk, na kateri so prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline prikazala svojo bogato tehniško dediščino od prvih ročnih črpalk do najsodobnejših naprav. Med posebnostmi razstave so bile ročna črpalka Zveze Škofja Loka, izstopali pa sta gasilska parna črpalka, ki so jo pripeljali gasilci iz Cvetkoviča na Hrvaškem, ter redka dihalna naprava iz leta 1885, ki je morda edini ohranjen primerek v Sloveniji. Poveljnik PGD Mozirje Jaka Steblovnik je povedal, zakaj se mu ta dogodek zdi pomemben. Dogodek se mi zdi pomemben predvsem iz tega vidika, da vidimo, kako so včasih delali, kako zdaj delamo, naredimo primerjavo teh dveh načinov pri posredovanjih. Predsednik PGD Mozirje Luka Pavlič je v svojem nagovoru poudaril, da ne gre za praznovanje obletnice društva, ki bo čez 2 leti obeležilo 140-letnico, ampak začetek organiziranega gasilstva v Mozirju. Jože Zlatinšek, mentor mozirskih gasilskih veterank in veteranov, ki je bil s svojo vztrajnostjo, znanjem in ljubeznijo do gasilske zgodovine gonilna sila razstave, je ob tem povedal, da je namen svečanosti prikaz gasilske tehnike oziroma črpalk od ročnih do najsodobnejših, še večji pa v tem smislu, da želimo, da se ohrani avtentičnost vseh teh starih pripomočkov oziroma tehnike, ki je služila za gašenje požarov v preteklosti. In to nam je dolžnost, zaveza in obveza do naših naslednikov, naših zanamcev, da jim ohranimo ta del pomembne zgodovine, ki je prispevala k razvoju gasilstva in varovanju občanov in vsega njihovega premoženja, je prepričan Zlatinšek.
Slovesnost je združila gasilce, predstavnike občine, gasilske zveze, civilne zaščite in drugih služb ter obiskovalce, ki so si lahko ogledali bogato razstavo in ob tem podoživeli razvoj gasilstva skozi 2 stoletji. Dogodek je bil poklon vsem generacijam gasilcev, ki so s svojim delom skrbeli za varnost ljudi in skupnosti, hkrati pa spodbuda mlajšim rodovom, da bodo to poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnosti. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer. Radio Ognjišče v vašem kraju. V sklopu Dnevov Evropske kulturne dediščine 2025 so na praznik Malega Šmarna 8. septembra v galeriji cerkve v Crngrobu odprli fotografsko razstavo 2 fotografin, Tatjane Splihal in Urške Einhauer, z naslovom Sledi Koširjeve dediščine. Fotografini sta se sprehodili skozi skrite kotičke te domačije, ki je tudi rojstna hiša škofjeloškega slikarja Franca Koširja, in v objektiv za trajen spomin ujeli številne zanimive poglede in arhitekturne znamenitosti te dediščine. Starodavna Koširjeva domačija pod Kamnitim mostom v Škofji Loki spada med najbolj prepoznavne vedute srednjeveškega mesta. Še v začetku 20. stoletja je na tem mestu obratoval Koširjev mlin, ki ga pisni viri omenjajo že leta 1309. Z odprtjem razstave so odprli vrata v zgodbe preteklosti, delček življenja z Koširjeve domačije, ki ga želijo približati širši javnosti. V bistvu sem se tega lotila čisto reportažno, poslikati eno staro hišo, ampak šele potem, ko sem v to hišo prišla, sem se zavedla časa in hiš, ki živijo z rodovi in tam noter je bilo toliko življenja, neke preteklosti, da sem bila potem nekaj tednov čisto vzhičena, ko sem šla parkrat tja gor v Škofjo Loko to poslikati, ker to je hiša, ki ima res zelo bogato zgodovino. Ta Koširjev mlin je bil že leta 1309 prvič omenjen. In potem v zadnjih letih pa je ostal brez prebivalcev, niso imeli čist naslednikov in je hiša ostala prazna. Potem sta se pa Andreja pa Andrej Megušar, ki sta podedovala, odločila, da jo bosta obnovila. Ne bosta jo podrla, ne bosta jo dala enim tujim ljudem v roke, ampak sta se odločila, da jo bosta obnovila in zaradi tega sta najprej želela vse to, da fotografsko dokumentiramo. Je povedala fotografinja Tatjana Splihal. Pričujoča razstava, ki je lep način ohranjanja življenja v naših podružničnih cerkvah, bo na ogled do 12. oktobra ob nedeljah med 16. in 18. uro. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.